NN podcast s Suzano Lovec. Lep pozdrav, dragi gledalci, drage gledalke, poslušalci in poslušalke. H koncu gre teden po evropskih volitvah in po referendumih. Bile so za številne analize, vzroki, posledice, preštele so se podrobnosti, ampak zdaj bomo na vse to pogledali malo bolj z distance, malo širše, za nazaj in za naprej. Z mano so Tanja Starič, voditeljica Odmevov na TV Slovenija in dolgoletna novinarka s področja notranje politike, tudi polovica podcasta Umetnost možnega, podcasta o politiki. Živjo. Živjo. Tu je Alenka Arko, dolgoletna urednica in voditeljica oddaje Preverjeno, ki zdaj na Pop TV pokriva evropske teme in Evropsko unijo. Nedavno je pripravila dokumentarec, zaradi katerega je šla po evropskih institucijah, o tem, kaj EU prinaša. Živjo. Živjo. In tu je Polona Fijavž, odgovorna urednica informativnega programa TV Slovenija, dolgoletna dopisnica iz Nemčije in zelo dobra poznavalka mednarodnih odnosov in zunanje politike. Dobrodošla. Ja, lep pozdrav. Ker imam rada, da so stvari čiste in vedno dajem te disclaimerje zraven, Alenka je ob teh referencah, ki sem jih naštela, tudi moja nekdanja sodelavka in prijateljica. Tako da bo vse čisto. Da bo vse tako. Naprej vzamemo. Gremo k analizi. Zdaj, najprej ne morem drugače, kot da ne začnem s tem. Premier Robert Golob je šel gledati Luko Dončića, ne gre pa na mirovno konferenco za Ukrajino, čeprav je navzočnost že prej potrdil. Polona, kaj si pomislila, ko si to izvedela? O prioritetah, seveda, to je prva stvar, na katero pomisliš, so prioritete. Zdaj, kaj ima v mislih in kaj so njegove ta trenutek, je pač iz tega težko razbrati. Morda so neke osebni dogovori, ampak vse, kar se v zadnjem času dogaja okrog Ukrajine in tudi kar so pokazale evropske volitve, da so pridobile stranke, torej povsod nekako, ki ne podpirajo tako brezkompromisno več oboroževanja Ukrajine in podpore Ukrajini in vsega tega, se mi zdi, da je to nek signal, ki je v tem trenutku napačen. Ukrajina potrebuje neko podporo, če ne v vojaški opremi in v nekem denarju, ki ga države očitno nimajo več ali pa ga ne bodo imele toliko kot v preteklosti, je potrebna vsaj neka simbolna podpora in odreči podporo Ukrajini v tem trenutku, zato da si ogledaš tekmo, se mi ne zdi niti oportuno, niti pametno. Tanja. Ja, to ni videti kot neka zelo, bi rekla, tehtno premišljena politična poteza, ne. Moramo pa reči, da ni prva, ne, pri predsedniku vlade. On je pravzaprav znan po nekih svojih teh impulzivnih reakcijah. Tudi pogosto o napovedih, ki se potem ne uresničijo ali pa so drugačne, ne, to je en večjih njegovih pravzaprav problemov političnih, ne. Ta strmi padec podpore, ne, ki je na nek način se odrazil tudi na teh volitvah, je bil v prvi vrsti posledica tega, ne, da je napovedoval stvari, ki se niso zgodile, da je ravnal impulzivno. Skratka, dobro, pač vzamemo v zakup, da gre za človeka, ki je priučen politike, ne. On ni bil politik od vsega začetka, prihaja z gospodarstva, ampak v 2 letih bi pač, po mojem mnenju, moral razumeti, kako politika funkcionira in se teh stvari tudi, če ne drugače, preučiti. Alenka. Jaz bi rekla, da sem tudi navijačica, ne, Dallasa in Dončića seveda in mu kar nekoliko zavidam, ne, na nek način, ne. Zdaj lahko gledaš na to, ali je on nek, že bi rekla, ne vem, kjer izraz, ampak recimo postmodern politik, ne, ki to jemlje na način, da je to neka služba, kjer imaš pravico si vzeti, da to ni vokacija, ne, poklicanost in tako naprej, da si vzameš dopust, ne, ampak osebno pa ne mislim tako, ne. Jaz se strinjam in s Tanjo in s Polono, da bi moral biti na tej konferenci. Mene osebno je motilo že, da se ni udeležil proslave državne ob dnevu OF, bom rekla, no, še vedno, in da je šel na križarjenje, ne, kar je spet fino, ne, kdo ne bi, ne, ampak ne zdi se mi pa prav. Torej, če gremo k evropskim volitvam. Evropska unija po teh volitvah, mogoče malo fokus obrnemo, veliko lahko rečemo o Evropski uniji po teh volitvah, česa pa še ne vemo, mogoče tudi. Polona. Kaj so tiste dodatna vprašanja, ki so jih prinesle te volitve, rezultat teh volitev?
Mislim na evropski prostor. Evropski ne ravni, samo, ja. Ja, predvsem jaz sem osredotočila predvsem na evropski prostor. Tam znam malo bolje razbrati, se mi zdi še zmeraj neko dogajanje. To, kar se meni zdi pomembno po teh volitvah, je, da je ta antievropskost, ki se kaže in nakazuje v manjših državah članicah, zdaj name of the game tudi v velikih članicah, torej tudi v Franciji in tudi v Nemčiji. Tega doslej in pred 5 leti nismo videli. Ta neki, zdaj spet, če se osredotočim na Nemčijo, ta Zeitgeist, zeleni je mimo. Zelene stranke so zdaj izgubile toliko, kot so leta 2019 pridobile. Ampak ta odkrito nacionalistična prevlada pri volivcih, preferenca, da je treba poskrbeti najprej za lastne države in potem, da je Evropa nekje v drugem planu, tega prej ni bilo. Niti v Nemčiji, v Franciji morda je bilo to gradualno, nekako se je stopnjevalo, ampak v Nemčiji se pa zdi, da je ta preskok narejen naenkrat. In tukaj jaz vidim eno težavo, ki bo definirala delovanje Evropske unije v prihodnje, tudi če pustimo notranje politične težave, s katerimi se Scholz in Macron bosta soočala v naslednjih letih. Ampak ne vem, brala sem Fukuyamo v tej zadnji knjigi in me presenetilo, pač poznamo, on je ta pač nek desni interpretator svetovnega dogajanja, ne vedno točen v svojih napovedih, ampak vseeno on piše, da ga preseneča, da je ogrožena liberalna demokracija tudi v največjih državah. On piše o Indiji, o Ameriki. In zdaj, če to nekako zdaj prenesemo tudi na evropsko raven, se mi zdi, kot da je zdaj prihaja nek čas, ko bodo morda manjše članice Evropske unije postale branik tega zelenega duha. Seveda ne morejo nič v primerjavi, imajo premalo tudi poslancev v Evropskem parlamentu, tudi predstavnikov znotraj Evropske unije, da bi bili dovolj močni, ampak morda je zdaj čas za te manjše članice, da pokažemo, tudi Slovenija, da vendarle obstaja. Pri nas imamo neko pozitiven zasuk prvega poslanca delne stranke zelenih. Ampak zdaj, če povzamem, torej tega nismo toliko obdelali, tudi v analizah, da se te antievropskost kaže v največjih in najmočnejših članicah in se prenaša. In jaz vidim zdaj, da je morda tukaj priložnost res za te manjše, tudi Danska, najmočnejša zelena stranka, v Litvi 2 stranki zelenih v parlamentu. Mogoče se pa nekako, ali pa mi manjše države toliko zaostajamo za večjimi, da se ta duh nekako obrača. Alenka? Torej, jaz se strinjam absolutno, da rekla bi, en prvi tak vtis po teh volitvah je bilo po mojem vseeno olajšanje. Ne? Seveda, zdaj govorim ne za desnico. Ne? Desnica je po mojem pričakovala še večjo zmago. Ne? Ampak bi rekla, za eno sredino je bilo pa vseeno olajšanje, ker ta skok skrajno desnih strank ni bil vseeno tako velik. Ne? In ta sredina se je obdržala. Ne? Posebej socialdemokracija je recimo kar ohranila, čeprav so izgubili liberalci tudi, ne? Ampak so še vedno 1, 2, 3 stranke. Ne? Je pa to, strinjam pa se, da poleg teh problemov, ki bodo zdaj še bolj v ospredju, se pravi zeleni prehod, ki bo oviran, nedvomno bolj kot je bil, ne? Napadi na migrante in tako naprej, je to napad na pravzaprav temeljne vrednote naše Evropske unije. Se pravi, suverenisti, prenos, se pravi, ne da se krepi Evropska unija, ampak da se krepijo spet nacionalne države. Ne. To so te temeljne stvari, ki bi zdaj težko rekla, odvisen je seveda po mojem od Ursule von der Leyen, kako se bo ona spogajala. Ne? A se bo pogajala z sredino ali bo se obrnila k skrajni desnici. Ne? To je po mojem takih stvari bo prihodnjih neki, po mojem vsaj mesecev, ne bomo videli, kam se bo obrnili. Tanja, kaj pa na slovenskem parketu te volitve? Kakšna bo Slovenija po teh volitvah in kaj so
tukaj neznanke, ki so jih te volitve prinesle. Ena od neznank je gotovo to, veliko analiz je bilo že narejenih, ampak ni pa recimo jasno, kaj se je zgodilo z anti-Janša efektom, tako imenovanim. Zakaj tokrat ta tako imenovani anti-Janša efekt ni deloval? Ob 41% udeležbi. To je v bistvu vprašanje, ki si ga je naša urednica Katja Šeruga za ta podcast zastavila. Katja bi morala biti danes z nami in z nami analizirati, ampak so prišle neke pač res nepredvidene okoliščine, zaradi katerih je ni tukaj. In ko sva se včeraj pogovarjala, oziroma predvčerajšnjem, sem rekla, bomo pogovorili tudi o tem, danes v podcastu, o tem, na kar pa mogoče nimamo odgovora, ali pa imamo samo delne, ali se šele ugiba. Torej, Tanja, ali ta anti-Janša po tvojem mnenju recimo ni deloval zaradi tega, ker ga je nevtraliziral nek anti-Golob efekt, kar si ti prej nakazala že nekako, ali pa gre za to, da so to evropske volitve in za tako imenovane leve volivce ali pa levosredinske Janša ni v resnici grožnja, kot na državnozborskih, kjer lahko postane premier. Kaj se je zgodilo? Ali oboje? Jaz lahko nekaj še Ja, absolutno. Pri tvojem prvem vprašanju, Golob in Dončić, sem se spomnila na to, kako pogosto se politiki lepijo na uspeh. Torej, kaj je tisto, kar Slovence združuje, kjer pa včasih je bila kultura, jezik, v času osamosvajanja, zdaj pa že nekaj let športniki. Športni uspehi, to je nekaj, kjer smo vsi samo Slovenci, vsi smo navijači, vsi smo presrečni in navijamo. In politika ima to grdo navado, da se prilepi na uspehe športnikov. Potem sem se spomnila, da je letos olimpijada, nogomet in da bo verjetno teh potovanj veliko priložnosti za to. Pri tem, kar je Polona govorila, pa to, jaz mislim, da male države ne da imajo priložnost, ampak nujo. Male države so v bistvu najbolj ogrožene, če se ti temelji porušijo, nedotakljivosti meja, enakosti, enakopravnosti. Tako da se mi zdi, da v bistvu res bomo tukaj Slovenci se znašli v čist drugi vlogi, pa mogoče čist drugačno razumevanje sploh pomena Evropske unije, kot takrat, ko recimo so se kopičili dvomi, pa Bruselj, pa v bistvu nam zagotavlja to, kar hočemo, to svojo državnost, ta Evropska unija. Mimo grede, Pa kar se tiče domačih volitev, je pa zadeva taka. Zdaj, če gremo gledati številke, anti-Janša efekt še vedno je bil ta, vemo, da ima SDS ta stekleni strop, rečejo, ki ga ne more prebiti po številu volivcev. Potem se pa rezultati iz volitev spreminjajo samo glede na udeležbo. Če levi volivci ostanejo doma, levi in sredinski, ker to ni neka homogena masa volivcev, potem je zagotovljen uspeh in SDS-a in desnice kot celote in tako je tudi na vseh evropskih volitvah do zdaj bilo. Zdaj, Golobova taktika je očitno bila ta, da je s temi referendumi in tudi s svojimi nastopi, posebej v zadnjem tednu, ta anti-Janša efekt skušal sprožiti skozi debato, ne smemo dopustiti skrajnosti, veliko se je pojavljal, oba sta bila pri vas, sta bila ena velik dosežek, čestitke. Skratka, šli so all in, oba sta šla all in. Oba sta tukaj prišla v studio in v bistvu personificirala ta dva pristopa do Evropske unije oziroma kaj lahko voliš na evropskih volitvah. Hkrati sta se pozicionirala kot prvokategornika in kot dve alternativi, ki obstajata. In tudi rezultati so v tem smislu tudi bili. Zdaj, zagotovo k temu, da Gibanje Svoboda vendarle ni seglo po tem tretjem mandatu, ki nekako so upali in ga je tudi Golob, tudi spet v svoji maniri, kar sred večera že napovedal. To je pa več faktorjev prispevalo, zagotovo pojav Vesna Prebilič, kjer je v bistvu Prebilič vendarle samo v koaliciji izvesno, on ni tipičen zelen politik. Gotovo tudi to, da so ljudje izrazili tudi svoje nezadovoljstvo z vlado, ker to Golob ne more podcenjevati. Mislim, tudi ankete so kazale, da razočaranje je res bilo veliko, morda celo krivično, ampak razočaranje, upanje je bilo, ko je ta vlada prišla tako visoko, da bi potem tudi padec zelo strm. In tudi to kažejo ti izidi.
Tudi to, da je nekoga spet verjetno Golob vrgel čez ramo, torej Grošlja, serija napak v predvolilni kampanji, mislim, dobesedno nerazumljivih napak, ne. Pojavljali so se kandidati, Marušič, potem se je pojavil komisar, ga je bilo, ni bilo, Klemen Grošelj je v bistvu tudi zgodba, ki je še zadnji teden se vrtela. No, ker možno je, da je v bistvu Grošelj pač odnesel ta tretji mandat, ki bi ga gibanje dobilo. Po nekih izračunih točno to. Ampak se razlika bila majhna, ne? 3000 glasov ali koliko? 3000 glasov. No, in ti analitiki, ki se ukvarjajo pa z računavanjem, pravi, da ravno teh 3000 glasov je bilo usodnih, da ni bilo tretjega mandata, ne. Ampak v vsakem primeru mora Golob to pač sebi pripisati, ne. To so bile napake, ki so jih oni delali v tej kampanji. Zdaj, napake so lahko tudi koristne, ne. Če potem iz tega potegneš nauk in pač spremeniš in tega delaš drugače, ne. No, to je pa neznanka. Ja, to pa je neznanka. Mislim, da so volivci tudi se čutili malo tako prevarane, ne, da jih stranke posebej Svoboda, Levica, SD, vse te stranke na levi sredini recimo podcenjujejo, ne. Pri sestavi liste, ne. Ogromno ljudi pač ni šlo na volitev, ker so čutili, da nimajo kandidata, ki bi ga dejansko obkrožili, ne. Tako da je vsaj začeten pristop, se mi zdi, da je bil preveč neresen na nek način, ne. Da ni bilo zadost. Potem so vsaj Svoboda je razumela, ne, da to ni v redu, pa je bil en tak momentum, ki so malo pognali te stvari, ampak ne razumem pa recimo, zakaj Levica tako zlahka prepusti, ne, evropske volitve, ne, da se malo bolj ne potrudi, recimo, ne vem. Mislim, da je to zelo veliko volivcev, da je to zmotilo, ta odnos. Jaz bi še tukaj dodala, da so v bistvu v vseh teh predvolilnih kampanjah so prevladovale notranje politične teme, čeprav je šlo za evropske volitve. Zdaj, jaz moram reči, da mi smo se res trudili na televiziji Slovenija, da smo predstavili te evropske teme, da smo dali volivcem poudarek na to, o čemer se zares odloča in o čemer se zares odločamo na teh evropskih volitvah, da se to prenese. Ampak tukaj politika res ne pomaga. Najprej s to neresnostjo pri sestavi list in potem tudi s temi postvolilnimi pozivi, da mora vlada odstopiti, zato ker so se na evropskih volitvah odrezali drugače. Se mi zdi, da tudi odraža neko nezrelost in tudi podcenjevanje volivcev. Mi smo odločali o tem, koga pošiljamo v Evropski parlament. Res, da gre samo za 9 poslancev, ki tudi, 4 poslanci SDS-a znotraj te skupine največje v Evropskem parlamentu, ljudske stranke, nimajo, so ali pa niso na koncu koncev, čeprav bo šlo pri izvolitvi Ursule von der Leyen verjetno za vsak glas na koncu. Ampak kaže na neko nezrelost. Tukaj tudi to, da predsednik opozicije Janša, opozicijske stranke SDS poziva k odstopu vlade zaradi tega in se sklicuje in na Macrona in na Belgijo, ni povezano s tem. Macron ne bo odstopil, on je razpustil parlament in šlo je za taktično potezo pred prihodnjimi volitvami, predsedniškimi, za katere hoče oslabiti Le Penovo. V Belgiji so bile lokalne volitve, zaradi česar je odstopil. Se pravi, absolutno neprimerljivo, spet podcenjevanje volivcev. Tam so odstopili, odstopite še vi, pa niti izidi niso bili primerljivi. In tukaj pač prizadene na nek način kot nekoga, ki je del Slovenije in del Evropske unije, ta neka neresnost nekaterih političnih akterjev, se pravi Goloba pred volitvami, Janše po volitvah. Se je pa pokazalo na teh volitvah, kot se pogosto na volitvah pokaže, da so vsi bili zmagovalci, ne? Zlasti na lokalnih. Zlasti na lokalnih, ampak tudi tokrat, ne, kot je naša Meta Roglič napisala v tem komentarju po volivnem, ne, je bila to basano o lisici in kislem grozdju, kar je Golob govoril. Kdo je torej praktično res zmagovalec teh volitev? Pa lahko razmišljamo širše, ni treba, da navajamo stranke. Zala Tomašič. Aha, ja. Ne, zmagala je SDS, tukaj ni nobenega dvoma. Ne. Mislim, in tako po številu poslancev, pač ne glede na to, na te, bi rekla, izgovore ali pa dejstvo, da v bistvu res je šlo za, bi rekla, majhno število volivcev, ko gre za tretji sedež Gibanja Svoboda, je dejstvo, ne, če pogledamo ta zemljevid, je obarvan rumeno, ne, pač SDS je te volitve dobila, ne. Problem je, torej ta relativnost, ne, ki jo pač vsi nekako izpostavljajo, je ta, da je SDS definitivno dobila te volitve, izgubila pa vse referendume, ne.
Gibanje Svoboda pač ni dobilo, ne, toliko poslancev, kot so si želeli, čeprav ti dva nekako sta bila že prej napovedana, je pa dobila vse referendume. Ne. SLS ne, je dobila najboljši rezultat v zadnjih letih, ni pa več parlamentarna stranka. Ne. In tako naprej. Ne. Vsak lahko interpretira te rezultate tako, kot mu ustreza. Ne? Ampak, če potegnemo črto, definitivno pač desna stran je dobila 5 poslancev, SDS je dobil 4 poslance. Jaz mislim, da je to izjemno pomembno zato, ker je v zadnjih letih, po zadnjih volitvah postalo vse močnejše vprašanje, koliko časa bo Janša kot nesporni vodja desne političnega pola, ki definira politiko pravzaprav celotno. Ne? Vemo, da so volitve Janša, anti-Janša, koliko časa bo še ostal na čelu stranke. Ne? Vemo zgodbo z Logarjem, vemo zgodbo za Novo Slovenijo, ki je napovedala. No, on je s tem je potrdil, da pač ostaja. Ne? To je bistvo. Ne? On je potrdil, da je tukaj. Ne? Zdaj, kakšno sporočilo je bilo to? Tudi to bilo sporočilo tekmecem na isti strani, ne? Bolj kot tistim na drugi strani. Ker Levica ima ravno zaradi tega anti-Janša sentimenta, ki je ostal, ne glede na to, da so nekateri volivci ostali doma in bili razočarani zaradi podcenjevanja, ne? Kot se pogovarjamo, ali pa zaradi ponudbe, ki se jim ni zdela ustrezna. Anti-Janša efekt ostaja. Ne? Se pravi, sporočilo, ki ga je Janša moral poslati svojim tekmecem, ki so razmišljali o tem, da bo nastala vlada, oziroma da bo nastal politični prostor, kjer Janša ne bo več. Po mojem se je del tega prelil tudi k Prebeliču, ne? Tega sentimenta. Meni pa se vseeno zdi, da še jaz odgovorim na to vprašanje, da je zmagala predvsem apatija. Ta volilna udeležba, ne glede na to, kako so se stranke obnašale, se meni zdi porazna. Ne znam je razložiti, če zmeraj ne, mogoče mi spet manjkata življenje v Sloveniji teh zadnjih 10 let, ampak jaz mislim, da je zmagovalec, pa nočem biti zdaj tu nek downer, ampak jaz mislim, da je zmagovalka apatija. Jaz ne vem, noben drug si ne... Ja, veš, doslej so bile evropske volitve še bolj. Absolutno. Meni se zdi ogromen skok in tudi zdi se mi, da letos tako, kot se pogovarjam nasploh z ljudmi, da je več zanimanja za Evropsko unijo, da te kdo celo vpraša kaj na to temo, ne, ti, ki se spoznaš. Ne, tako, da, to se ni dogajalo. Ne. Mislim, da v primerjavi z 19, ne, letom 19, da je zdaj manj, bi rekla, celo apatije, malo več zanimanja. No, malo več zavedanja, da gre za pomembne stvari. Ne? Da to ni en oddaljen Bruselj, ki nas ne zanima, kjer smo mi. Niti ne vidim, da je to z referendumi bilo povezane. 12% je velik skok. Zakaj se ti pa zdi, da je naraslo zanimanje? Smo se mediji začeli drugače obnašati? Jaz bi se kar pohvalila, no, malo, da mislim v tem smislu kot mediji, da smo mediji se pa res letos potrudili. No, da smo, ne vem, kakšen občutek, da na vse možne načine. Ne. In tudi neki jaz sem recimo, verjetno smo vsi delali tudi za družbena omrežja, social in tako naprej, TikTok, ne vem kaj. Ne. Poleg tega, kar je bilo. Ne. No, sej, kar si omenila, družbena omrežja, ne. Delno je verjetno ta rezultat Zale Tomašič gotovo tudi delo stranke, nje in njenih privržencev na tej ciljni publiki, torej pri mladih, prek družbenih omrežij. Podobno opažajo, danes sem brala v Večeru, ne, kolege z Večera, glede AfD v Nemčiji, ne, da v bistvu tle, kjer so dobro delali, v smislu, kjer so pridobivali, je delanje preko torej socialnih omrežij in na mladih. Ne. V Nemčiji so znižali, ne, to bo 16. Na 16 let v trdnem prepričanju, ne, to bodo zeleni. Tako, da bodo zeleni. Kažejo, da mladi, in to pa res kažejo raziskave, ne, da po tistih generacijah, ki jih to pač ni zanimalo sploh, prihaja generacija, ki jo pa skrbi. Ne. To bodo prve generacije, ki bodo mogoče živele slabše od svojih staršev, je velika verjetnost. Skratka, bolj angažirana generacija, znižali starost in ugotovili, da so 17% volilo AfD. Tako, to je bil ta generacija Greta je očitno že izumrla ali pa se tako postarala ali pa jih več ne zanima, torej ti neki zeleni, tradicionalne stranke, absolutni poraženci v Nemčiji, nikogar ne zanimajo, ne zaupajo jim, ne zintrigirajo jih, ne ponujajo pravih odgovorov, ne naslavljajo pravih vprašanj. AfD, potem ta gibanja Zara Wagenknecht, tudi ta neka nova stranka Volt,
ki je imela predvolilno kampanjo, naprimer Sein kein Arschloch, se pravi ne biti rit. Nekako, da spodbujajo to civilno družbo, tako sem jaz razumela te njihove pozive, ampak te tradicionalne stranke in ta porast AfD, in to je učinek družbenih omrežij in te aktivnosti, kjer ne ponujajo odgovorov, naslavljajo pa prava vprašanja. In to očitno je dovolj za te najmlajše volivce ta trenutek. Mislim, da je najbolj tipičen in tudi najbolj... bomo videli, kaj bo, ne? Da je Francija, ne? Ker ta Jordan Bardella, recimo, ne? On je menda ena prazna lupina v resnici, ki so jo naredili za zvezdnika, ne? In on ima na TikToku, ne vem, 500 000 recimo sledilcev. Oni vse delajo prek tega, ne? In na isti način, ne? Mislim, vsebina je pa ista, ne? Vprašanja, odgovori so enostavni, ne? In tako. Skratka, Macron je zdaj naredil ta manever, ne? V Franciji. Kako pomembno bo gledati, kaj se bo v Franciji zdaj zgodilo? Mislim, da bo pomembno zato, ker je mogoče to vzorec tudi tega, kar se lahko dogaja v Evropskem parlamentu. Ne? Ker Francija ima ta zanimiv dvostopenjski volilni sistem. Ne? In v Franciji je bilo vedno, ni prvič, da ima Le Pen 30. Mislim, Front National, ne? Ta, ki se zdaj imenuje, zdaj so spremenili, ne? Nacionalni zbor, ne? Je že imel veliko glasov, ampak zato, ker je ta prvi krog pa drugi krog volitev, so vedno v drugem krogu se združile sile, kdorkoli je že bil, ne? Levica, desnica, klasična, proti Le Penovi stranki. Ne? In zdaj je spet vprašanje, on po mojem igra na to, ne? Je en tak gamble, ne? A se bo to spet zgodilo. Zdaj pa, kar gledamo, recimo včeraj, da je prišla novica, da je vodja republikancev, se pravi nekoč velike de Gaulove stranke, ponudil sodelovanje Bardella oziroma Marine Le Pen. Ne? In se so ga že, mislim, da izključili, ampak vseeno. Vprašanje, kako, če bo ta sistem, ki je doslej kot en sanitarni kordon, ne, deloval proti skrajni desnici v Franciji, če bo spet deloval. To se mi zdi zanimivo, ker podobne stvari se lahko zgodijo tudi v Evropskem parlamentu. Ne. Ali bojo te stranke, ki so sredina, šle v sodelovanje z skrajno desnico, skrajnejšo, ali ne. Kako se bojo odločili? Zaenkrat kaže, kot da ne. Ampak, čeprav naši vsi poslanci, ne, SDS, je pa druga zgodba. Absolutno, za sodelovanje z desnico. So, bi rekla, uporniki znotraj EPP. To se je videlo že v Bukarešti na zasedanju, ki so, bilo jih je, ne vem, od koliko, teh ene par, 20 ali koliko so glasovali pa. In zdaj vsi jasno pravijo, da ne bojo podprli Ursule. Tako da bomo videli. No? Ja, tudi Prebelič ne bo podprl. Ne, noben. Nihče od naših 9 izvoljenih slovenskih ni ravno goreč privrženec Ursule von der Leyen. To, kar skrbi, tukaj pa nisem poznavalec francoskih notranjepolitičnih razmer, ampak zdaj se bo Macron 3 tedne ukvarjal s Francijo. Se pravi, vse to, kar bi se naj dogajalo v ozadju, torej ne na očeh javnosti, tudi izbira naslednjega predsednika ali predsednice, vodje Evropske komisije. Macron je bil tukaj zmeraj zelo dejaven v ozadju, on je tudi pripeljal von der Leyen, vemo, da zdaj je Draghi, njegov bi bil kandidat, če se ne bi ukvarjal s tem. Mene je presenetilo pri Macronu, on je napovedal televizijski govor, torej na nedeljski večer po volitvah, se pravi, vedelo se je, da se nekaj pripravlja, ampak nihče ni vedel, kaj. Tudi parlamentarci očitno je zelo dobro skrival, da bo napovedal te volitve 3 tedne. To je nič časa za pripravo volitev. Se pravi, on zbuja, hoče zbuditi neko stanje šoka in neko izredno stanje v državi in pokazati, da se da te zadeve urediti in na ta način nekako nastavuje zanko tudi Le Penovi, ki bo zdaj, če bo zmagala, pač bodo vodili parlament. Tukaj bo neko nesorazmerje med Macronom, ki bo predsednik in bo imel parlament, ki bo pripadal drugi stranki, očitno. To je, mislim, da je bilo že 3-krat v Franciji, ampak nikoli niso bili tako daleč vsak sebi, kot bodo zdaj pri tem. In Francija se bo tudi ukvarjala sama s sabo. Macron je ošibljen, ne vem, kako bo se to odražalo potem na evropski ravni. Je pa res, tudi Scholz navajanja na te kohabitacije. To so že, je pa res, kot praviš, nikoli tako skrajno. Čeprav Macron ni glih
on je zelo na sredi, ne. Ja. Tako da. Je rekel en kolega, ne, je rekel, že na prejšnjih volitvah, ne, so v tem bruseljskem hurčku rekli, ne, bali smo se, ne, da bodo prišli skrajneži, ne, niso dovolj močni, ne, ampak nihče pa ni gledal, kaj se v prestolnicah evropskih držav dogaja. To je pa druga zgodba. To je tudi fenomen bolj teh nevarna volitev. zgodba. Ja. Tako da, mislim, to zadovoljstvo v Bruslju, ne, sej ni, ne, sej to, ne, to je lahko zelo, kot pravita obe, no, bo močno vplivali to, sploh pa v Berlinu pa v Parizu. Ne? Jaz sploh ne vidim teh volitev kot pozitivnih. Tukaj sploh ne strengam. Jaz mislim, da so porazne, jaz mislim, da so grozljive. Jaz mislim, da ta anti-European občutek in to, kar so dali volivci od sebe na teh, da je Veš, kaj je fenomen, ne? Recimo Evropa pada iz krize v krizo, ne? Stvari se strahovito hitro spreminjajo, ne? Recimo po ekonomski krizi je bil vzpon levice, ne? Tudi pri nas, Syriza, tudi v Nemčiji, ne? Ki se je zdel res velik, ne? Mislim, nihalo, jaz ne rečem, da politike grejo stvari takole, ne? Nihalo, enkrat gre sem in se vrne nazaj. No, teh levice sploh ni več, ne? Mislim, oziroma pač v velikih težavah ne najde nekak svoje identitete. Tudi pri nas, ne. Zdaj ne povedujejo sodelovanje. Ja, tako mesec, ne. Mesec je za to združevanje oziroma sodelovanje na levici. Kaj lahko to premakne? Lahko kaj premakne to na Mislim, problem pri nas slika, kot se zdaj le kaže, če bi bile zdaj volitve, bi bila ponovitev leta 18, mislim, da je bil 18 državnozborske volitve, to so bile volitve, na katerih je zmagala SDS, ampak spet SDS tega svojega steklenega stropa ni mogla prebiti. Potem so bile pa 3 stranke leve sredine z enakim rezultatom, tam okrog 13, 12, 10. In je bilo, ni bilo, in nobena ni hotela v vlado z SDS-om. In je bilo v bistvu vprašanje, ali gremo še enkrat na volitve, ali kaj se bo zgodilo. In potem je, če se spomnimo, Šarec naredil manjšinsko vlado. Skratka, razdrobljenost tega političnega prostora je bila očitna, tako očitna, ne, da v bistvu zmagovalca na tem političnem polu ni bilo. Ne. In tako kot je zdaj, je sicer Gibanje Svoboda seveda pač nesporno, torej najmočnejša stranka te leve sredine, ampak ji diha za ovratnik že Prebilič, ne, poskušajo se pobrati še druge stranke. Skratka, ideja, ki je zdaj v obtoku, pa se jaz bojim, da nima velikega upanja, je, da pač se te sile tako združijo, ne, da bo ena od njih lahko tista, ki bo sestavljala koalicijo s to pahljačo strank leve sredine. Ne. Mislim, da boste naslednji 2 leti tudi v tem znamenju teh poskusov združevanja, razdruževanja, sestavljanja, zavezništev, ker v nasprotnem primeru ne, je sporočilo teh volitev zelo jasno, ne, kaj se bo zgodilo. Doslej so bili vsi ti poskusi, ta leva sredina že od razpada LDS-a, pa to zdaj že 20 let nazaj, ne najde te neke vodilne stranke, okrog katere bi pač se nastajale te neke nove koalicije leve sredine. Zmeri iščemo nove obraze. Pa razpade ena stranka, pride druga stranka, pa ljudje prehajajo iz ene stranke v drugo. No. In zdaj, po moje, bo prišlo do poskusa stabiliziranja tega prostora. Ne. Golob je to tudi že poskusil, s tem, ko je priključil, po mojem mnenju, pa je to bila zelo pametna poteza LMŠ in stranko Alenke Bratušek. Vendar se je zdaj na teh volitvah pokazalo, da ta proces še zdaleč ni končan. In to se bo dogajalo zdaj. Ne? In verjetno zelo podobno nekaj na desnici, oziroma tudi bomo gledali, ne, torej, z Gregorčičem, kaj se bo dogajalo, ne, ki je dobil visok odstotek, ne, kaj bo zdaj z SLS-om, tudi vizavi Nove Slovenije, tudi vizavi zgodbe, kaj bo z Logarjem. Pred 14 dnevi, ko sem tukaj v predvolilni kampanji gostila 4 nekdanje evropske poslance, je Romana Jordan v bistvu rekla, torej Logarjeva ta platforma sodelovanja, to ne bo stranka, to pač je društvo, ne, ampak seveda se pa lahko zgodi, da nekateri torej vsi smo razumeli, da misli Logarja in pač druge politike, pa ustanovijo stranko, kasneje, in bo to njihova zgodba ločena od platforme sodelovanja. Tukaj se bo tudi gledalo, torej kako se bo. Ja, vse skupaj, tako z velike razdalje, pa brez nekih insiderskih informacij bi lahko rekli, da gre za taktiko oblikovanja zaveznikov, potencialnih zaveznikov za prihodnjo vlado. Zato, ker SDS, Janez Janša, ima samo en cilj in to je prevzeti, in to že
ves čas, 10 let, več kot 10 let, 20 let, voditi vlado. Zato, ker je pač to najmočnejša politična funkcija, ker ima izvršno moč in v bistvu je SDS v enem položaju, da je samo ene volitve do zdaj v resnici dobila, ne, in to leta 2004. Potem so bile sam še napake nasprotnikov, ne, oziroma tistih na drugi strani, ki so pripeljali še do druge in tretje vlade. In to, kar se dogaja zdaj na desnici, je videti v duhu tega, da se oblikujejo stranke, strančice, skratka neke politične tvorbe, ki bi recimo prestopile parlamentarni prag in bi potem lahko bili potencialni zavezniki. Ravno tega dne smo se pogovarjali, ker za Anžeta Logarja velja, da njegova, mislim, da je Luka Lisja Gabrielčič, ki tudi pogosto tvoj gost rekel, da se premika s hitrostjo premikanja tektonskih plošč, ne? Mislim, zelo počasi, ne? Ker vemo, koliko je daleč že od predsedniških volitev in tako. To se bo zdaj v naslednjem letu, sploh pa v zadnjem letu pred volitvami jasno pokazalo, ne? Ali bo on oblikoval to neko politično silo, ki bi vendarle segla na sredino, ne? Na politično sredino in po volitvah omogočila novo vlado Janezu Janši. Luka je v komentarju oziroma v kolumni za N1 tudi po teh volitvah rekel, da v bistvu rezultati kažejo, da se politična faza pospešene polarizacije, ki se je začela v času tretje Janševe vlade, nadaljuje. Tudi ti tako vidiš? Ja. Prehodov praktično ni več. Zdaj, ne, če spomnimo na čase velike koalicije, nas ne vem, to mogoče v velike koalicije so bile značilne, ne, za tudi Nemčiji pa ne, druge države. Ne, mi smo imeli na zadnje veliko koalicijo v 90-ih letih. Ne. Zdaj, celo recimo tisti, ki se pač spoznajo na številke in to računajo, lahko do volivca natančno preštejejo, kakšen bo volilni rezultat samo na podlagi udeležbe. Ne. Prehodov praktično ni. Ne. So se pojavile ideje zlasti v Novi Sloveniji, ne, potem, ko se je poskušala ločiti iz tega dežnika SDS-a, pa tudi pri SD-ju, ki je pač seveda konstantno nezadovoljna, ker zmeri neki novi obraz prevzame prvo mesto na prostoru leve sredine, da bi bila ta koalicija zelo zdravilna za Slovenijo, skratka tudi Anže Logar je o tem govoril, ampak torej tudi rezultati evropskih volitev kažejo, da je to praktično nemogoče. Ampak velike koalicije se sklepajo s strankami, ki težijo k sredini. Torej, velika koalicija v Nemčiji je bila pod Merklovo možna zato, ker je ona imela te in socialdemokratske neke vrednote in liberalne vrednote, ekonomsko je bila na drugi strani. A ne? Ampak te ostale neke vrednote so težile k sredini. Enako socialdemokrati so težili k sredini, torej so popuščali pri teh nekih socialnih transferih, da niso bili tako obogateni ali pa napredni, kot bi jih Nemčija potrebovala in bi morda ublažilo vzpon AfD-ja. Ne? Ampak to pomeni sredinska, se pravi velika koalicija možna, ko težijo stranke k sredini. Pri nas SDS je na skrajnem robu. SDS retorika, to kot sem jaz primerjala takrat z AfD, je nekje je tam. A ne? To ni desno-sredinska politika in stališča. To je skrajno desna politika. No, tukaj ne moremo, in skrajno ne more biti velike koalicije. Zato je Nova Slovenija, ne? Nova Slovenija, pa socialni demokrati, ne? Ki so pa na 7%, ne? Oni govorijo o veliki koaliciji in o tem, da bo Slovenija normalna, ko bo takšna koalicija. Ampak oni so na parlamentarnem robu, ne? Te stranke, ki pa prevladujejo, tukaj pa velike koalicije, absolutno. Med njima ne more biti. Ja, ko govorimo o skrajnostih, kako ste pa doživljali, Polona, mogoče tisto izkušnjo Nemčije, torej tisti petek pred volitvami, tako imenovane črnosrajčnike, črnotišortnike, ki so paradirali po Ljubljani? Mene je v bistvu tako spreletela neka groza, pa zdaj spet se jaz obračam k tej Nemčiji, pa s tem duhom črnosrajčnikov in 30 let prejšnjega stoletja, ki so tam zaznamovali in tako spremenili tok zgodovine celotnega sveta in njihovo delovanje in to obračanje stran. In tega si Nemci še zdaj niso odpustili. Še zdaj pustimo zdaj, kakšne so posledice tega in a gredo v pravo smer, tudi vizavi Palestine ali ne, ko so pač neke stvari, ki so nedopustne. Ampak to obračanje, se pravi, se mi zdi, da so Nemci ugotovili, da ne gre za mera samo tem, ki so bili
neonacisti, ampak predvsem tistim, ki so obračali glavo stran. In mi počnemo isto ta trenutek in to je tisto, kar je skrb zbujajoče. Noben od naših politikov se ni odzval na to dogajanje. Morda je tu nek razmislek, da če se odzivaš na nekaj 10 skrajnežev, ki paradirajo po Ljubljani, ki grozijo ne vem, priseljencem, malo temnejšim, komorkoli, ki jim ni všeč, morda gejem, a ne, da jim ne dajo neke veljave in je ta razmislek, ne vem, ampak tukaj se je treba jasno opredeliti in ograditi. Želela bi si, da bi se tudi mediji temu posvetili več časa, gre za zelo, zelo nevarne stvari. Ljudem je treba povedati, kaj se dogaja, nasloviti težave, ki jih naslavljajo ti ljudje, ampak na drugačen način, ne si zapirati oči in ne obračati glave stran in mi prav to počnemo ta trenutek in ni v redu. Je pa seveda politik, ki se je odzval, ne? To ne smemo pozabiti. In to politik, ki bo sedel v Evropskem parlamentu. Ne? Grims je javno podprl te ljudi, ne, ki so prišli, mislim, da je bil nek podcast z maskami in je podprl njihovo delovanje. Ne. To je... Jaz se strinjam, ne. Absolutno bi mogli se odzvati na to in je pa res ne za Nemčijo, ne, da se bojim, ne. Zadnjič sem gledala slučajno nek zanimiv na nacionalki pogovor, en star pogovor z Bernhardom Šlinkom. Sini Horvat, ja. Ja, in nekaj mislim, da je par let star, ne. Ampak on reče, 22. Fino je, moji otroci ne čutijo več krivde, ne. Moji otroci ne čutijo več te krivde in jaz mislim, da je to tudi del problema. Ne? Ta mlada generacija, ki je tudi zdaj volila prvič, ne čuti več, nekako ni več organsko, bi rekla, povezana, kot so še njihovi starši bili, ne, z nacizmom. In to bojo mogli pa tudi Nemci sami nekako reflektirati. Ne? Kar se tiče Slovenije, bi pa mogoče šla par korakov ali pa par let nazaj. Ne? Nekako v mainstream je te paravojaške enote spravil sam še malo pretiravam, predsednik države takrat, Borut Pahor. Takrat je bilo dovoljeno, da je tako imenovana štajerska varda prišla na obisk v predsedniško palačo. Ne? Ja, ob dnevu odprtih vrat. Ne? Celo, ne, on je sploh bil, on je bil no, to vprašanje, ki se zdaj postavlja povsod pravzaprav. Koliko biti strpen do nestrpnosti? Ne? To je ključno vprašanje. Ne? No, in tukaj je Pahor uvedel neko novo paradigmo, nek nov način ravnanja politikov, da je on rekel, pogovarjam se z vsakim. Ne? Se spomnimo tega, mislim, da je bil nek grožnja z nekim referendumom, tudi ta ista varda, ne, so prišli v parlament, ko je on bil, mislim, da je takrat še predsednik parlamenta in jih je sprejel in se z njimi pogovarjal, ne, češ strpnost do vseh. Ne, tukaj ni, no in potem se je pa ta njegova politika zelo jasno pokazala v času covida, ne, ko je bila tudi največja zamera, da pač nikoli ni opozoril, da pa so šle stvari čez rob. Ne. In v čem je zdaj problem, ne, ki je v bistvu širši, ne, nekaj, kar je bilo še, ne vem, 10 let nazaj nesprejemljivo, zdaj postalo popolnoma sprejemljivo. Ja. In v javnem diskurzu, in v javnem ravnanju. Ne. Ne? In v bistvu Pahor je bil simptom, ne, tega procesa, ki je zdaj smo pa tukaj. Ne? Zdaj so nekatere stvari, ne, tudi to, da se politik zlaže, se ne zameri več. Ne? Jaz se spomnim še, 10-15 let nazaj se je nek politik zlagal in je moral oditi, je mogel odstopiti. Zdaj ni noben problem, če se politik zlaže. Skratka, nova realnost je to, ne, ki v bistvu odraža potem tudi v bistvu in to, kar se dogaja na cestah, na ulicah, na to nestrpnost in volilni rezultat, ne nazadnje. Recimo, seveda so to stranke desne sredine v veliki meri odgovorne, ne, ker so prevzele, ker so se bale, da bojo izgubile glasove. Ampak recimo en tak lep primer se mi zdi, da se razume, da se da v en kontekst časa, kako se vrednote spreminjajo, ne. Ko je Hajder, ne, svobodnjak Hajder, je bil del vlade, je Evropska unija sprejela sankcije proti Dunaju. Zdaj je on veliki zmagovalec, ne glede na to, da so tako proruski, ne glede na vse, ne glede na grozna stališča, so popolnoma sprejemljivi, ne, in to velja nasploh. Ne. Ja. Jaz sem bila takrat na teh proti Hajderovih demonstracijah, koliko je to let nazaj?
ogromno. Ja. A ne, na Dunaju, kot novinarka takrat televizije Slovenija. In spomnim se te mase ljudi, velikokrat se vprašam, če bi se zdaj zgodil Hajder, ali bi cela Avstrija, Se dogaja Hajder, ne, samo da ni. Ampak ne vidimo celega Dunaja, ki protestira proti, tam so bili novinarji praktično iz celega sveta, so prišli gledati te demonstracije. Ne, bilo je, hočem reči, prišlo je mainstream, ne. To je ključna sprememba, ki jo lahko zaznamo po teh volitvah. To je zdaj nova realnost. Tudi AfD v Berlinu, ko so napovedali pohod pred nekaj leti, zborovanje skozi mesto, se pravi povorka, organiziralo, če je bilo njih, 10.000, se je organiziralo 50.000 ljudi, ki so iz vsakega na reki so imeli, na Špreju so imeli ladje in so jim gor, tudi z izrazi kot fuck off AfD, se upravičujem naprej poslušalcem in gledalcem, so jih odganjali, drli so se, cel Berlin sovraži AfD, skratka, z vseh ulic so jih pričakali in jih napadali, je bil ta odpor. In zdaj tam tudi politika postavlja to mejo, pri nas pa to, o čemer si ti govorila, Tanja, če sprejme predsednik države gardo v Štajersko Vardo k sebi, te ločnice ni in ti daš tudi vsem ostalim jasno sporočilo, vse je sprejemljivo, strpni moramo biti tudi do nestrpnih tokov. Tako je ta proces, to je bil dolgotrajen proces in serija nekih dogodkov, ki so pripeljali do tega, je pa res, to je večkrat rečem, mi pogosto se vidimo, kot da smo en otok, in vidimo te naše politike in vidimo Janšo in vidimo Pahorja in vidimo Goloba in tako. Mi smo del ne samo Evropske unije, ampak nekega globalnega procesa. Zdaj bodo volitve v Ameriki, se ne bodo volitve v Ameriki, kaj bo, mislim, če vzameš Trumpovo govorico, on sam pravi, je rekel, jaz lahko, grem po ulici, udarim človeka in meni se ne bo zgodilo, ali pobijem, celo je rekel, Skratka, to je ta nova realnost, ki ni samo naša, Absolutno, Edino, kar lahko mi rečemo, kar je naše, da ti odgovori in politične elite, te neke leve sredine in javnosti bi lahko bili drugačni. Vse sem to, se pričakuje, da bo nekdo pokazal malo smer. En tak, sam če lahko zdaj, da kažem, pozabila, to mi je zdaj, en tak globalni trend, jaz gledam zadnje desetletja že, da recimo stvari, ki so veljale, dogaja se na levici in na desnici, samo da gre v druge smeri. Ne gre v skrajnosti. Na levici se dogaja to, da stvari, ki so bile nekoč del socialdemokratske sredine, država blagostanja, so sedaj skrajna levica. To je splošno, skoraj bi rekla, velja, da so to skrajno leve ideje. Na desnici se pa dogaja obraten proces. Stvari, ki so bile prej samo stvar res robnih strank na desni, zdaj vedno bolj postajajo mainstream. Se pravi, gre tukaj noter, tukaj pa ven. Tako da, in mislim, da je to slabo. V resnici je to tako, ta naracija in ta mindset, da ni dober. Kaj naj človek odgovori otroku, ko otrok vpraša, kako je možno, da neonacisti hodijo čez Ljubljano? Kakšno težko vprašanje. Se vem, otroci ponavadi težko stvari vprašajo. Težko vprašanje, vem. Da obstajajo pač drugačni ljudje, ki so tako brezupni, da v nekih težkih razmerah ne najdejo nobenega odgovora na težave, kot je sovraštvo. Poglej jih, vidiš, kako so nesrečni, koliko sovražnosti imajo v sebi. To so ljudje, ki potrebujejo neko pomoč, ki se počutijo neki izmečki družbe, za kar je kriv tudi nek sistem. Očitno drvimo pač v nek neoliberalizem, v katerem mnogo ljudi pač ne vidi več niti smisla, niti izhoda. Na ta način jaz njih vidim tako na nek način, razen tega, da so bistveno bolj škodljivi, morda kot vidiš kakšnega narkomana na ulici, ko se ti v bistvu zasmili v dno duše. Poglej ga, reveža, nič druga mu ni preostalo v življenju, življenjske okoliščine so ga pripeljale do tega, da uničuje sam sebe. No, pri teh ljudeh je pa še ena stopnja višje, oni so pa pripravljeni uničevati in škoditi drugemu.
zaradi nekih osebnih okoliščin, ampak jaz isto nekako s pomilovanjem, ne pa z razumevanjem. Ja, če potegnemo črto, torej, mogoče bi vprašali še za referendume. Kaj bomo zdaj s temi referendumi? Torej, kar vemo, tle je tudi to, kar ne vemo. Ne? Dobili smo vse odgovore. Jaz mislim, da tukaj bil tudi en del te zamere, ko smo prej govorili, da so nekateri volivci zelo zamerili zaradi počutka, da jih podcenjuje ta oblast. Mislim, popolnoma jasno je bilo, da gre prvič za zelo zahtevna vprašanja, ampak ne gre samo za to, ne. Gre za odločitve, ki bi jih lahko parlamentarna večina že sprejela, brez vsakih težav, pa jih ni in je šla vprašati volivce in je dobila seveda tesen rezultat, ker gre za kompleksna vprašanja. Razen pri preferenčnem glasu je v bistvu s tistimi tremi kaj ne naredimo? Preferenčni glas, to je prav paradoks, ne? Preferenčni glas je močno usedel v našo zavest politično in dejansko so vsi poslanci zdaj že 2 volitve izvoljeni s preferenčnim glasom. Se pravi, ljudje smo ga posvojili. Sam preferenčni glas to ni tako enostavna zgodba, ker je treba narediti en zakon, ki bo pil vodo, ne? Se pravi, v koliko enotah, če sem ena enota, tako kot na evropskih bi mi dobili liste z vsemi poslanci in to je nemogoče. Skratka, to je stvar za strokovnjake, pravnike in politike, da se dogovorijo, pa se ne morejo. Ne? Zdaj so nas šli vprašati, odgovor je bil seveda, ne? Ali ste za to, da bi imeli večji vpliv na to, kdo je noter? Smo, ne. Skratka, tako in še vedno smo pa pred vprašanjem, oziroma nismo več pod vprašanjem. SDS temu nasprotuje. To je z 90-ih let, oni zahtevajo večinski volilni sistem, ki bi Slovenijo razdelil na levo in desno polovico. Takrat je prevladalo mnenje, da Slovenci imamo v svoji zgodovini tako globoke rane med temi partizani in obranci. Ja, političnimi delitvami, ki segajo globoko nazaj, to, ne vem, Spomenka Hribar, pa Tine Hribar, natančno opišeta in še kdo. Skratka, da ta sistem za nas ni dober za zdravje družbe in smo celo zapisano, imamo v ustavi proporcionalni volilni sistem. No in SDS pri tem vztraja vsa ta desetletja in na njihove glasove seveda ni mogoče računati. Mogoče pa je računati na glasove Nove Slovenije, ki je pa takoj po volitvah povedala, tega ne bo naredila. Se pravi, mi smo šli na volitve, rekli smo ja in nič. Zelo težko, lahko pričakujemo, če ne bo politične volje in dogovora, da se bo karkoli spremenilo. Ne. V tem smislu je bilo nekoliko podcenjevanje volivcev, ker smo vedeli, da se bo tako končalo. Ne. Pri vseh drugih odločitvah je pa tako, ne, še vedno mora na koncu politika odločiti. Rimskokatoliška cerkev je že napovedala, da če bo pač pri eutanaziji prišlo do odločitve, da bo pa naknadni referendum. Ne. Se pravi, zgodba daleč od tega, da je končana. Jaz vem, da so nekateri volivci zlasti mlajši pa starejši tudi šli na volitve samo zaradi referendumov. Tudi podatki o udeležbi to kažejo. Vendar žal nobena odločitev ni dokončno sprejeta in bo še kar nekaj časa trajalo, tudi da bo. Če sploh bo. V bistvu so nas ti rezultati ali pa bi mogli politiko bolj zmest, kot pa ji dati neke odgovore. Spet je to, smo se prej pogovarjali, če se politik zlaže, ne, a mora biti konsekvence ali ne, kolikor jim pustimo, ne. In tukaj je isto, ne, politiki, ki potem, ko je jasna volja, recimo pri preferenčnem glasu bodo glasovali proti, bi morali za to odgovarjati, ne. Mimo grede, o lažeh. Meni se je zdelo zanimivo, da se nobeni bolj spravijo na te plakate. Starejše ljudi bodo zastrupljali, vlada bo omogočila heroin. Ne. To so, nobenih zares ni vprašal, to so čiste laži. Ne. In to stranke, ki ima krščanske temelje in tako naprej, ne, kjer je laž prepovedana. Ne. Kako lahko takšne plakate, ampak je tudi šlo to del krajine. Poplavajo toliko tega, ne sploh zdaj, ko so družbena omrežja. Poplavajo. Imela ravno v bližini, pa sem stalno ga videla. Preprosto nemogoče na vsako stvar. Zdaj novinarji delamo zgodbe, za kakšne ekscese. Da smo delali te fact-checke. Ampak teh ekscesov je tako zelo veliko, da dejansko na določeni točki zdaj že zamahnejo z roko. To je bolj fun fact. Še to. Če torej potegnemo črto pod te volitve, pod referendume, pod Slovenijo in pod Evropo. Kaj je tisto, kar je vam trem najbolj ostalo kot odprto vprašanje, ki potrebuje odgovor?
odprto. Mislim, da je vse odprto, ne. Večina stvari. Jaz se strinjam s Polono, ne, ker pravi, da so izidi grozljivi, ne, na nek način. Samo videz, ne, zdaj ta maska, ki jo vsi s takim veseljem kot Ursula, s to vznesenostjo, zmagali smo in tako naprej, ne, skušajo ohranjati, da je pa v bistvu vse v redu, ne, pa ni, ne. Kar mene skrbi, pa me je skrbeli že v tej zasedbi, ki je bila doslej, pa je bila, bi rekla, bolj liberalna, če hočemo recimo, ne. Skrbi me, da postaja zeleno kot neka hobi dejavnost. Da zeleni so zginali, kot da so bila neka pomota te politične zgodovine nekaj let, ne, kar je grozljivo, ne. Vsi vemo, da spremembe so in tako naprej, da v tem ne razlagamo, ampak po mojem bojo šli na zelene ukrepe zagotovo, ne. Vemo, da bo trdo stališče še trše do migracij in tako naprej. Zdi se mi, seveda tudi sami temeljni, lahko pričakujemo, čeprav recimo v Evropskem parlamentu je malo drugače, se mi zdi, da poslanci, vsaj do zdaj je bilo tako, da lahko, kot bi rekli, črni, zeleni, malo bolj sodelujejo, ne. Ja, tako so govorili tudi prejšnjem mojem podcastu, torej bivši nekdanji poslanci iz 2 različnih opcij, vsi 4 so to, vsi 4 so to diferenco naredili. Taka značilnost, ki nekako Bruselj mogoče malo zmehča, ne. Ne vem, če bo zdaj še naprej tako, zato ker dejansko SDS se zelo pomika proti skrajni, ne. Te, ki pa zdaj so pa recimo naša levica, pa niti slučajno jih ne vidim kot ljudi, ki bi delali kompromise, na srečo bi rekla, v to smer, ne. Zdi se mi zanimivo meni, da neka tema, o kateri se sploh ne govori nikoli, jo je pa mogoče malo načela levica deloma pa Prebilič, ne, za Tax the Rich, ne, recimo. Nekaj, kar se meni zdi, pa še veliko ljudem verjetno bistvo vsega, ne, je, da ljudje, kaj jih je najbolj skrbeli po anketah pred volitvami, ne, draginja, recimo, je bila glavna stvar, pred migranti in tako naprej, ne, pa mir, ne, in zdaj ne odgovarja se na to, oziroma na to se bo še bolj kot doslej odgovarjali na način, da iščeš grešne kozle, da preusmerjaš pozornost, ne pa način, da spet poskušaš iti malo nazaj, ne. V tisti čas, ko so bile regulacije, bi rekla, neizmerno pohlepanega kapitala, ne, ki neizmerne dobičke kopič malo bolj ostre, ne. Nasprotno, te regulacije bojo še bolj ohlapne, kot zdaj kaže, ne. To so, in seveda, če si nezadovoljen, potem iščeš, ne, in če ti vsi usmerjajo, ne, tudi s pomočjo medijev, pogled nekam, kjer ti vidiš nekoga, ga boš šel, pa ga boš namlatil, ne, na meji, na cesti, in boš šel in boš protestiral tako kot kmetje, ne, ki seveda protestirajo proti sebi, oni so prve žrtve, to vsi pravijo, ne, teh klimatskih sprememb, boš protestiral proti omejitvi pesticidov, ne, ker ti vsi rečejo, da bomo drugače kar umrli od lakote, kmet bo pa umrl, ne pa proti razdelitvi denarja v Bruslju, ki favorizira agrobiznise in tako naprej, ne. To in seveda, ne, je pa še to temeljno, kar me skrbi, ne. Kako močne bojo te sredobežne sile, ne, te, ki bojo vlekle ven, ne, ki bojo krepkejše, ne, in ki bodo hotele, da je manj močna Evropska unija in da so spet nacionalne države dobijo različne suverenosti nazaj, ne. To. Tanja? Zagotovo, ne, to, kar praviš, vse absolutno drži, ne. Mogoče so samo te stranke, te zmernejše stranke pocenile to, da vendarle gre za velike spremembe, ne. Ljudje smo tradicionalno taki, da sprememb ne želimo, sploh ne sprememb, ki nam nekaj vzamejo. In seveda zeleni prehod pomeni, da bomo mogli živeti. Jaz mislim, da tukaj bil ta ključni komunikacijski, ker tudi v kampanji smo lahko to poslušali. Nerazumne, in to tukaj mislim, da pač tisti, ki to zastopajo, so padli na izpitu, ne. Ljudem je pač treba neke stvari dosti razumljivo razložiti, ker če ne bo razložil nekdo drug, zelo enostavno, ne. To se bojim, da se bo dogajalo še naprej. Zdaj, kar se domače politike tiče, je pa tako, ne, stopamo v drugo polovico mandata vlade, ne. Mislim, obe veva, ne, kaj to pomeni, ne. V vsakem primeru, tudi če teh volitev ne bi bilo, ne, se zdaj začenja zares, ne. Jaz pričakujem izjemno naporno politično obdobje.
Pričakujem, da to, kar sem tudi že rekla, zdaj na tej medstrankarsko ukopavanje oziroma zavezništva, ki naj bi čim boljši izhodiščni položaj postavile stranke pred volitvami na obeh polih, ampak zdaj se to prerivanje, ki je do zdaj bilo te 2 leti, kljub velikemu hrupu v resnici je šlo za torej znotraj blokov za spremembe, to se bo zdaj preusmerilo v frontalne spopade, ne. Zelo bo pomembno, kako se bo odzvala vlada. Ne, ona ni še čisto vse priložnosti zamudila. Ima še možnosti, da vsaj nekaj od tega, kar je obljubljala, uresniči ali pa vsaj pokaže kot smer, ki bodo ljudje zaupali. Ne. Ampak to je pa zdaj zadnja priložnost. Ne. Zdaj 1 leto bo recimo bodo stranke pač taktizirale, ne, tudi v smislu teh zavezništev, o katerih smo govorili, se pravi Levica, Vesna, kako bi naredili bloke čim bolj. Zadnje leto bo šlo pa na nož. Ne. Na nož. Polona, zadnja je tvoja. Ja, hvala, sistem čas, hvala. Jaz mislim, da na evropski ravni bomo pa doživeli še več istega. Nič se ne bo spremenilo, Evropa drsi v to neko nerelevantnost, podporo so dobile stranke, torej, ki so proti, to kot si tudi že ti, Alenka, omenila, ne, proti migracijam, proti zelenemu prehodu, proti kakršnim-koli spremembam. V Nemčiji smo videli, kar je zelo zanimivo, pa nisem prej omenila, 2 stranki sta dobili veliko glasov, eno je to novo gibanje Sahre Wagenknecht, ki je dobilo tudi presenetljivo veliko glasov, kar druži AfD, torej skrajno desno stranko in to neko skrajno levo, ki pa je tudi blizu Rusiji, je to, da nasprotujeta oboroževanju Ukrajine. In tukaj je zdaj Scholz dobil nekako znak in on upošteva ta sporočila, ki jih dobiva od javnosti in od volivcev. Torej, in morda bo tukaj nekoliko manj podpore Ukrajini, to sem že omenila, zato ker je Nemčija vseeno tu za nek frontman pri vojaškem oboroževanju Ukrajine. Ali je dobro ali slabo, ne vemo, ampak tukaj bodo neke spremembe. Kar jaz vidim, treba počakati na november, kdo bo zmagal na ameriških volitvah, zato ker videli smo, da v prejšnjem mandatu Donalda Trumpa in zdaj njemu kaže bolje kot Bidenu, je nekako združilo Evropo in Evropa očitno tudi potrebuje sovražnika od zunaj. To bi znalo biti nekaj, kar tudi te zmagovalke evropskih volitev, pa dobro, Evropski parlament res ni močen, a ne vemo vseeno, kakorkoli se zdaj mi pogovarjamo o teh politikah, močan je Evropski svet in komisija. In tam se bo odločilo, ampak tudi tam so ti neke nacionalni interesi prvi. Kar sem želela reči, pa mi je zdaj spet ušlo, je pa to v bistvu, da Evropa potrebuje nekako sovražnika od zunaj in te sile vseeno, ki so zmagale, nasprotujejo integraciji in širitvi Evropske unije. To bo oteženo, a ne. Ta migracijski pakt, ki so ga s krvavim potom gnil kompromis, ki gre v škodo migrantom, bo tudi nekje na stranskem tiru, ne bodo se toliko s tem ukvarjali. Bolj sprejemljivo bo vse, kar je proti vrednotam Evropske unije, torej ustanavljanje nekih kampov zunaj Evropske unije, kamor bodo pošiljali nazaj te prosilce za azil, upravičeni ali ne. Ampak potrebuje očitno Evropa sovražnika od zunaj in Trump v prejšnjem mandatu to nekako je bil na nek način. In takrat se je govorilo tudi o skupni evropski vojski, Macron je bil pobudnik tega in o integraciji poglobljeni. Zdaj, Evropa sama po sebi ni naklonjena poglobljeni integraciji in večjemu sodelovanju morda, če se bo ta Trump se imel časa ukvarjati z Evropo, verjetno ne toliko kot v prejšnjem mandatu, če bo zmagal seveda, ampak tukaj morda je pa spet vseeno neka priložnost za Evropo, da se bo združila in zdaj bo pa spet odvisno od tega, kako bodo nekatere stranke paktirale potem tudi in simpatizirale s Trumpom in z njegovim načinom razmišljanja. Vemo, pri nas je bila to SDS, Poljska, PiS, ki je sicer zdaj izgubila tudi evropske volitve, je bila ta neka stranka, ki je bila povezana tudi zelo z Trumpom in je zagovarjala njegove teze in njegove vrednote ali pa nevrednote. Ampak morda ta izvolitev Trumpa je lahko... To je lahko potem kulturna vojna, tudi v Evropi se prenese, ki je v Ameriki grozljiva, ne? In vojna vrednot, ne? Ki so zdaj veljajo kot samoumevne, pa ni nujno, ne? Da bodo tudi prihodnje. Ne?
Imeli smo zdaj priložnost nekako, da bi z nekakšnim drugačnim izidom morda poglobili Evropo, da bi bila tudi nekako protiutež te trumpovskem razvrednotenju vsega, kar se je gradilo po vojnem svetu. Malo smo zamudili oziroma ne izkoristili, oziroma pač ljudje so se odločili, kot so se, to je treba spoštovati. Ampak Trump je morda lahko tudi priložnost, ali sem pa jaz naivna. Hvala lepa vsem trem. Hvala za vaše misli, za vaše razmisleke. Z veseljem vas še kdaj drugič povabim. Hvala za Hvala za vabilo. Hvala lepa tudi gledalkam in gledalcem, poslušalcem in poslušalkam. Naslednji teden čisto drugačna tema, družbena omrežja. Bodite z nami tudi takrat.